Spoštovani gospod dekan, spoštovana predstojnica, spoštovani. Najprej seveda zahvala vsem v požrtvovalni raziskovalni ekipi, ki dela mnogo več, kot bi nalagale skopo odmerjene raziskovalne ure. In dekanu, profesorju Romanu Kuharju, ki je imel razumevanje za našo razstavo in sporočilo, ki ga želimo z njo dati sedanji generaciji naših študentk in študentov, upamo pa seveda, da še komu drugemu. Razstava Mejni kamni, Bodeča žica, Stražni stolpi in minska polja, življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941-45 je, kot je bilo že povedano, le delni rezultat projekta o okupacijskih mejah, ki ga izvaja naš oddelek za zgodovino skupaj z nekaj drugimi partnerji. Vsi so našteti na vabilih in na panojih razstave. Naredili smo že razstavo v Rogaški Slatini kot obmejnem mestu, pripravljamo še nekaj regionalnih, o Beli krajini, o Dolomitih, o Prekmurju, načrtujemo tudi Ljubljano, ki je bila med drugo svetovno vojno prvič in upamo tudi zadnjič obmejno mesto. Razširjena in dopolnjena razstava bo prihodnje leto ob obletnici začetka druge svetovne vojne in upora proti okupatorjem gostovala tudi v Državnem svetu. Državni svet bo, kot nam je obljubil predsednik, poleg razstave finančno podprl tudi znanstveni posvet, ki ga bomo organizirali tam in izdaja referatov oziroma raziskovalnih rezultatov v knjižni izdaji, tako v slovenski kot angleški verziji. To jemljamo kot priznanje, da imajo naša znanstvena prizadevanja širši družbeni pomen. Bo pa, upamo, tudi priložnost, da se bo v Državnem svetu slišala še kakšna drugačna beseda, kot smo je bili vajeni v zadnjih mesecih. Naj opozorim še, da ima pričujoča razstava še en del v 5. nadstropju fakultete, ki si ga lahko danes ali pač v času trajanja razstave ogledate. Tam prikazujemo, kako delamo na terenu in kako so v raziskovalno delo vključeni študenti in študentke, dokumentarne posnetke z terena, del intervjujev pa tukaj na televiziji. Razsežnost teme, ki jo predstavljamo, ni vidna zgolj v materialnih ostankih okupacijskih meja, mimo katerih večina hodi, ne da bi jih sploh opazila ali pa ne ve, za kakšne zgodovinske ustaline gre. Nanje naletimo kjerkoli na več kot 560 km nekdanjih okupacijskih meja, kot smo jih izmerili in vsaj na ključnih odsekih tudi prehodili. Meje gredo od zamočvirjenih porečij Mure in Drave do vrha Triglava, od Sotle in Kolpe do peči nad Ratečami, od predmestja Ljubljane preko Polhograjskih Dolomitov in Sorške doline do Idrije in naprej. Kakšna norost je lahko gnala ljudi, da so na 2000 vlekli več 10 kg težke mejne kamne in neredke prelaze, še danes komaj dostopne tudi izurjenim planincem, postavljali ograje z bodečimi žicami. Kakšna ideologija lahko pripelje nek narod do tako iracionalnega markiranja prostora, ki naj bi mu pripadal tisočletja v prihodnost, zruši pa se v krvi in plamenih že po nekaj letih. Materialni ostanki meje so le vidni znaki takega početja. So še po desetletjih nezaceljene rane narave. Tisto, s čimer se predvsem ukvarjamo raziskovalci, so človeške rane, so ljudje in njihove usode. Kjerkoli v Sloveniji že stanujete, lahko brez večjega napora pridete peš do enega od 5 različnih mejnih območij in meja, ki so usodno zaznamovale življenje naših staršev in starih staršev. Kdo je torej bolj poklican od nas, da Evropo in svet opozori na brezumnost današnjih mejnih kamnov, zastraženih meja, kontroliranih ali zaprtih mejnih prehodov, strašljivih rezilnih žic, ki so, kakšen napredek, danes nadomestile staromodne okupacijske bodeče žice. Blizu 100 000 žrtev vojne, 6% slovenskega prebivalstva, 58 522 Slovencev v nemških in italijanskih koncentracijskih taboriščih,
688 v Madžarski, okrog 400 v Hrvaški, blizu 20 tisoč v konfinaciji in na prisilnem delu, 80 tisoč v zaporih. Pomorjena edina skozi stoletje krute zgodovine, do tedaj še ohranjena malo številna strnjena židovska skupnost v slovenskem ozemlju. Načrti zaradi upora le delno uresničeni o izgonu 260 tisoč Slovencev. Etnocidno in genocidno ravnanje okupatorjev, prisilne migracije, begunstvo, skrivni, življenjsko tvegani prehodi meje, zaradi preživetja ali upora, smrt na minskih poljih zgolj zato, ker je nekdo želel iskati tolažbo k maši, ki jo je eno okupator dovoljeval, drugi pa ne. Kdo je torej najmanj poklican, da na to pozabi, če ne mi? Saj, če hočemo kot skupnost preživeti, preprosto ne smemo pozabiti. Če bomo to storili zato, ker se danes dogaja drugim in ne nam, se nam bo zgodovina vrnila. Le redko kdo pomisli, da bi se nam lahko že od zadnjih jugoslovanskih vojnah, da bi namesto tega, da smo sami, takrat z večjim razumevanjem, kot ga premoremo danes, sprejemali hrvaške in bosanske begunce, kaj lahko Italijani in Avstrijci sprejemali nas? Ali pač ne? Zagotovo pa s podobnim odnosom njihove politike, kot ga ima današnja slovenska do nekih drugih beguncev. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi današnja generacija slovenskih milenijcev mladost preživela v begunskih taboriščih in bila danes razseljena po svetu? Ne zaradi ekonomskih razlogov, kot se sicer dogaja, žal, pač pa prisilno. Meja med tistimi, ki imajo vse, in tistimi, ki nimajo nič, ker so postali begunci, je zelo tanka. Mnogi v današnjih rekah beguncev so bili nekdaj premožni, pa so danes odvisni od pomoči drugih. Razmišljanje, da se take stvari dogajajo drugim, nam pa se ne morejo več zgoditi, je zelo kratkovidno. Med več kot 60 intervjuvarkami in intervjuvenci, koliko smo jih uspeli posneti doslej, ni niti enega, ki ne bi s tesnobo spremljal postavljanje rezilnih žic, zapiranja meja, plavajočih trupel v Kolpi in temu početju odločno nasprotoval. Vse to so že videli in doživeli kot otroci. Zaznamovalo jih je za vse življenje. Ne pozabimo, vsaka nova vojna se začne, ko naslednja generacija izgubi zgodovinski spomin. Naj naše raziskovanja in razstava, ki jo odpiramo, pripomorata, da ga današnja ne bo. Hvala.